Spoštovane gledalke in gledalci, spet smo v tej sobi enigme, zato da odkrivamo različne enigme. Zadnjič sem poslušal oddajo o enigmi in direktor parka vojaške zgodovine je rekel, da pravzaprav enigma nikoli ne bo razrešena. Ampak današnjim gostom, moj gost je magister Zvezdan Markovič, bo poskušala pravzaprav malo pogledati v eno strokovno področje zgodovinopisja, zgodovine, razumevanja, poznavanja zgodovine in seveda pomena zgodovine, zato da bi se morda lažje predstavljali, kaj je sedanjost in seveda tudi morda ugibali bolj natančno, kaj bo prihodnost. Hvala lepa, da se lahko tikava, ker se pravzaprav moram še nekaj razkriti. Jaz sva sodelavca v skupni inštituciji in seveda ne nastopava v svojem lastnem imenu, ne v imenu inštitucije, čeprav je na nek način to najino delo vendarle povezano tudi s to inštitucijo. In seveda, da ne pozabim povedati, hvala lepa tudi Evroatlantskemu svetu, ki je te pogovore, ure zgodovine uvrstil v svoj program. Zdaj, za začetek bi jaz takole rekel, da se nekatere fraze se zelo oprimejo našega življenja. Zelo pogosto rečemo, da je zgodovina je učiteljica, ne. To je ena od tistih, ki jih poznamo na to temo. Ampak to sploh drži. In druga, da se zgodovina ponavlja kot farsa. Okej, tudi pogosto omenjeno, ne. Ampak a ni bolj očitno, da ni dovolj samo dobra učiteljica, ampak da so pomembni dobri učenci? To je eno. In drugo, seveda, da se zgodovina ne ponavlja, ampak se nekako suče v neki spirali v času in bi morali gledati pravzaprav zelo dinamično na zgodovino. Ja, najprej hvala lepa za vabilo. Sem zelo vesel, da sem dobil tudi priložnost, da lahko danes sodelujem v enem izmed teh pogovorov, teh oddaj, ki zagotovo so zelo in vsebinsko bogate in pa zanimive za širši krog in verjetno marsikomu tudi dajejo vsebine nek razmislek, pa tudi morda kakšne usmeritve za nadaljnje razumevanje širšega okolja, v katerem danes živimo. In seveda z veseljem tudi sem sprejel to povabilo, da se danes malce pogovarjamo o sami zgodovini kot vedi, znanosti in pa tudi o zgodovinopisju. Kajti dostikrat tako lahko vidimo, kako se izrablja samo poučevanje zgodovine in pa seveda zgodovinopisje. In ravno, ko je bilo to omenjeno, ko se te posamezne fraze tako pogostokrat omenjajo, tudi praktično skozi celotno zgodovino človeštva lahko spremljamo to, kako človek stremi k temu, da bi poznal svoje korenine, preteklost svojo. In seveda zato tudi se je v nekem obdobju starega veka, tisto v antiki, pri starih Rimljanih, začela uporabljati ta fraza zgodovina je učiteljica življenja ali historia magistra vitae est. Ampak, vedno je ta ampak, žal, tisto, imamo tudi knjigo, ki jo je pa napisal naš znani humanist in profesor Iztok Simoniti, ki jo je pa naslovil Historia magistra mortis. In seveda nam da to tudi malce v razmislek. Dejstvo pa je, da ta fraza pravzaprav številni zgodovinarji jo jemljemo kot samo frazo. Kajti moramo vedeti, zgodovina nas ničesar ne nauči, zgodovina nas izobražuje. In pravzaprav so to frazo začeli uporabljati rimski senatorji v starem Rimu, in pa predvsem tisti, kateri so se želeli nekako izvleči iz nekaterih zagat, kot tisto zgodovina nas je naučila in tako naprej. In seveda to se je potem vleklo skozi stoletja, in se tudi v današnji čas tudi zelo dobro prijela, kajti zelo dobre takšne, lahko rečemo, fraza za politike je, ko lahko kot neko mašilo umestijo v svojih govorih
zgodovina, učiteljica življenja nas je naučila in tako naprej. Ampak dejansko zgodovina nas samo izobražuje in pa seveda treba je pogledati, kaj so pa orodja tega, kar skozi proučevanje preteklosti zgodovine, se pravi rezultati zgodovinopisja, kaj nam omogočajo, da lahko spoznamo način življenja v nekem obdobju, kajti to je poanta proučevanja preteklosti, in da seveda tukaj pa gremo potem že na področje tudi učenja iz izkušenj, ali kot zelo radi uporabljamo angleško inačico tega lessons learned, tisto zlasti recimo, če se pogleda, recimo, če gremo na to področje, ki je meni malce bližje, se pravi vojaška zgodovina, tisto zelo radi v vojski razvijajo to področje lessons learned in tudi dostikrat se tukaj soočamo s tem, da ne omenjajo pravzaprav zgodovine, ampak češ nekaj izkušnje naših prednikov. Zdaj pa tukaj seveda Marx je v nekem svojem obdobju, ko je to svojo filozofijo razvijal, je začel uporabljati tudi frazo zgodovina se ponavlja. In seveda so že nekateri prej to uporabljali. Ampak Marx je to nagradil, da prvič se ponovi kot nesreča, potem druga ponovitev je pa farsa. In seveda marsikomu tudi to je všeč, ko potem povezujejo zgodovina učiteljica življenja, kaj nas je naučila, tisto, pravzaprav se nismo nič naučili iz zgodovine, ali pa zelo malo smo se naučili, nas je zgodovina naučila, in zato se nam pa ponavlja kot neka nesreča oziroma na koncu kot farsa. Ampak jaz se zelo globoko s tem strinjam. Pravzaprav zgodovina se ne ponavlja, ker če bi se ponavljala, potem bi se mi vrteli ves čas v nekem krogu in bi vedno prišli na neko izhodiščno točko. In zato je tudi po mojem zelo lepo prispodoba pokazana s to spiralo. Dejansko smo v neki spirali, ki pravzaprav se tako širi na vrhu, in to se nam lepo kaže v današnjem času, ko imamo vso to tehnologijo na voljo. Seveda skozi različna obdobja je človeštvo napredovalo, doživljalo svojo evolucijo, kontinuiran razvoj, diskontinuiran razvoj, odvisno katere dele sveta gledamo, in seveda potem pridemo do tistega, da pa naenkrat imamo takšno tehniko na volji, ki pa globalno lahko pokriva celotni svet. In če recimo se zavedamo, da v nekem antičnem obdobju marsikdo, velik del človeške populacije živi v svojem kraju, celo življenjsko obdobje. Vemo tudi srednji vek, recimo, dostikrat reče temačni srednji vek, čeprav o tem bi se dalo tudi veliko razpravljati, ali je bil res temačni ali ne, kajti imamo tudi zelo pomembne in lepe dosežke v tem obdobju. Imamo ljudi, ki dejansko iz svoje vasi, iz svojega okolja domačega ne odidejo, niti malo ne poznajo tega sveta. Hkrati pa se moramo zavedati, to, kar je danes tudi zelo aktualno, problematika migracij. Vedno so bile prisotne in vedno bodo migracije prisotne. In tukaj recimo skozi proučevanje preteklosti in pa rezultate tega proučevanja v zgodovinopisju mi lahko zelo krasno vidimo, kako so te migracije potekale v posameznih obdobjih. Mi lahko celo ugotavljamo cikle velikih migracij v tem našem evropskem prostoru, ali pa, če rečemo malce ožje, ta jugovzhodno in srednji evropski prostor, tisto. Kaj se vse tukaj dogaja? Vidimo pravzaprav v nekih časovnih obdobjih in tudi to, kar se dogaja v zadnjem obdobju, tudi ni nekaj novega. Tisto, kar je zanimivo, pa dostikrat se pozablja, pa se ne priznava zgodovinarjem, ko opozarjajo, ker češ nekdo tisto zamahne za roko pa reče, to se te ukvarjajo z nekimi starimi časi, pa pametujejo zdaj. Ampak obstajajo določeni vzorci migracijskih tokov in ko jih položimo v posameznih obdobjih enega na drugega, zelo majhna odstopanja so. In lahko se
ugotovi, da posamezni zgodovinarji, ki so se ukvarjali skozi svoje raziskovalno delo, tudi s problematiko teh migracij, starejših obdobij, so prišli do teh spoznanja, ne, tisto, da se lahko napove, kje se lahko glavni valovi migracijski tudi preko našega ozemlja pričakujejo. Tako da dejansko tisto, mislim, moramo vedeti, da je treba nekako biti pozoren, ko se ukvarjamo s proučevanjem preteklosti in pa seveda ločevati na eni strani zgodovinopisje in pa leposlovje. Kajti ni vsako zgodovinopisje hkrati tudi leposlovje in obratno. In tisto, kamor se marsikdo potem ujame v past, je, da leposlovje začne mešati zgodovinopisjem. In nekje prebere v nekem romanu, neki noveli, nekaj dejstev, načeloma literati, pisatelji stremijo k temu, da čim bolj verodostojno zgodbo predstavijo. Ne? Ampak nekritično presoja zgodbo v romanu. In potem pridemo do tistega, da misli pa, da pozna tematiko in se ujame v past in potem širi neke zgodbe, ustvarja mite in legende. In tukaj so ta spolzka tla, na katera moramo biti zelo pozorni in zato je tudi dobro, recimo, če nekoga zanima preteklost, da poseže po nekem res referenčnem strokovnem delu. Se pravi, Vojna in mir, Lev Tolstoj, ni dovolj. Zagotovo. Je pa zanimivo braniti. Se strinjam, zagotovo, tisto zelo poučno, tisto, in tudi za razumevanje tega duha človeka na tem delu Evrope, tisto. In marsikaj preko branja ali Tolstoja ali Dostojevskega bi nam bilo danes veliko bolj razumljivo, kot pa sicer tisto, ker nekateri, ki ne poznajo teh temeljnih del. Zdaj, zgodovinopisje temelji na dejstvih. Ta dejstva seveda so nam všeč, ali pa nam niso. Vendar nam naše mnenje o njih samih dejstev sploh ne spreminja. Se pravi, zgodovinska dejstva in zgodovina nasploh to je nekaj najmanj odpornega na ideološke menjave in točke zrenja na človekovo preteklost. To se pravi, ta dejstva so zelo manipulirana, zelo se pustijo manipulirati, ker seveda se ne morejo braniti. Se pravi, priznanje neodvisnih zgodovinskih dejstev je odvisno od politične moči elite. Moja generacija, jaz sem generacija, ki je bila deležna pravzaprav ene zelo enostranske podobe sveta. Zdaj že 30 letja se soočam kot pripadnik te generacije z drugo enostransko podobo sveta. In zgodovinopisje se ne more braniti. In pravzaprav me zanima, kako ga lahko obrani zgodovinopisje. Ne samo sebe, ampak tudi mene, kot državljana, pred ideološko slepoto na eno oko. Ja, to je večno vprašanje tudi med zgodovinarji. Namreč vemo tisto starogrško in pa predvsem, kar sta Platon in Aristotel razlagala, da človek je politično bitje. In seveda, kdor se ne zanima za politiko, je navaden barbar. Ker pri starih Grkih vemo, oni so, kdor ni imel interesa za politiko in pa kdor ni govoril starogrškega jezika, je imel oznako barbarja. No in seveda tako tudi današnji človek nosi v sebi nek interes in pa ima nek ideološki svoj predznak. Neka ideologija mu je vsekakor tako ali drugače blizu. Ampak, če pogledamo zdaj samo zgodovino kot neko vedo, tisto oziroma znanost, moramo povedati, da ima zelo strogo določene metode in tehnike dela. Tisto. In pri zgodovinarju je zlasti pomembno tisto, da se zaveda časovne distance in pa seveda hkrati kritična presoja virov, ki jih ima na voljo. Zagata nastane takrat, ko je pomanjkanje virov. In takrat potem se pa pravzaprav začne nastanjati na sekundarne vire, ne več na primarne vire. In to pa so spet in razni časopisni prispevki iz tega novejšega obdobja ali kakšni spomini, zapisi, kakšni kronisti
In ali je to verodostojno, je potem vprašanje. A ne. In to je tisto, kar bi mogel zgodovinar imeti v sebi, kajti tega se ne da naučiti. A ne. Ti se lahko naučiš posamezne metode, a ne, tisto, naučiš se lahko neka pravila iz nekega obdobja. A ne. Kot primer recimo lahko navedemo, ko se srečaš s paleografijo, a ne, in pa posamezne značilnosti pisav v posameznem obdobju, a ne, in se lahko potem na podlagi tega lahko tudi ugotavlja, ali gre za pristan, recimo dokument, vir, a ne, tisto, ali pa za neko repliko, ponaredek neka, ne, tisto, ki te lahko zamaja, ne, ker je lahko nekdo v novejšem času nekaj sproduciral, z upanjem, da bodo vsi verjeli, da je to nek pristan dokument iz nekega prejšnjega časa. Ne. Seveda, kot rečemo, tisto, a ne, zgodovino vedno usmerjajo nekako odločevalci, oblastniki, da rečemo tako, oziroma tisti, ki so ideološko blizu samemu zgodovinarju, a ne, in potem išče neke razlage, kot jih je, ki bi bile morda všečne tem odločevalcem. Tukaj je ta pas, kjer se lahko zgodovinar ujame, ampak seveda mora pa sam zgodovinar pri sebi vedno se potruditi, da razume politični čas, v katerem dela raziskavo, a ne, tisto, oziroma za katerega proučuje. A ne. Ne mislim današnji politični čas, ampak tisti, katerega proučujemo. A ne. In zato je zelo težko, recimo, če mi proučujemo neko obdobje, neko vprašanje, presoja tisto obdobje z vrednostnim sistemom današnjega časa in pa razumevanjem nekih sistemov, rečemo lahko tudi političnih sistemov današnjega časa. Ne, tisto. Zato moramo vedno imeti pred očmi tisto opozorilo, veste, ko se začne resno zgodovinopisje. Dobro, mi rečemo, zgodovinarji smo Tukididovi možje, a ne, tisto, da je on naš oče strokovni, a ne. Potem imamo Herodota tudi, a ne, ampak tukaj gre tudi malce med njima dvema za različno zgodovinopisje, a ne, ampak to so že druge zadeve. Ampak tisto, kar je pa zanimivo, a ne, več kot 100 let nazaj so že opozarjali, da naj se zavedajo uporabniki zgodovinopisja, a ne, tisto rezultatov proučevanja preteklosti, a ne, seveda z namenom, da se razume sedanjost in da lahko že nekako napovedujemo prihodnost, se pravi na neko področje že futurizma zahajamo, da naj se zavedamo, da zagovorniki, recimo, demokracije bi bili zgroženi, če bi vedeli, kako so pojmovali stari Grki demokracijo. In zato nas ne preseneča, ne, da imamo različne modele demokracije. Dostikrat slišimo tisto, ne, ja, težnja človeka je vedno, da bi nekako užival svobodo, ne, in da bi bil svobodnega duha, da bi lahko rekel, kar si zamisli, da imamo svobodo govora, človekove pravice, da se spoštuje zasebna lastnina, da imamo pravico pluralnosti, a ne, političnega mišljenja in tako naprej. Ampak spet po drugi strani pa moramo vedeti, ne, recimo v antičnem obdobju, kako obravnavajo del človeške populacije. Govoreče orodje, nič drugega. Ne. Kakšen odnos do sužnjev je bil v tistem obdobju. Ne. Seveda ne povsod, so tudi različni sistemi tega obdobja, ker nekje malce bolj grobo delujejo, nekje malce bolj, da rečemo tako, v rokavicah. Ne, tisto. Ampak dejansko pa gre za tisto, kako kritično presojati primarne vire in pa tudi sekundarne vire. Ne, tisto. In tukaj naj bi bila tista varovalka, ki naj bi preprečila, da pri rezultatih tega proučevanja preteklosti v zgodovinopisju začne ideologija potem prevladovati raziskovalca. Ne. Past, ki se nam tukaj pojavlja, ne, in na katero nekateri tudi opozarjamo. Mi, ko pogledamo metode proučevanja v družboslovju, dostikrat je težnja tisto in rečejo, treba je postaviti hipoteze.
In tukaj se zgodovina lahko ujame v past. Zelo nepriljubljeno je, oziroma že v nekaterih krogih sramotno, če se postavijo napačne hipoteze. Žal je to sramotno. Ne? In potem nekdo, ko postavi hipotezo, vse dela v tej smeri, da to hipotezo svojo potrdi. Da ne bi potem čutil neke sramu, oziroma da ga ne bi neki krog začel zasramovati. Tisto. Eno takih zgodb, ki jo lahko na hitro samo omenimo, etnogeneza nekega naroda, neke nacije, tisto rečemo naroda, neke skupnosti. In tukaj, recimo, če vzamemo samo naš primer, Slovence, koliko mi imamo zgodb teh tez o etnogenezi Slovencev. Vsaj 5 jih lahko naštejemo. Se pravi, ta uradni južnoslovanski izvor Slovencev, naši predniki so bili južnoslovani, tisto, lahko gremo potem na drugi, ki je najbolj konkurenčen, o veneckem izvoru Slovencev. Imamo tukaj o iliro-keltsko-trečanskem izvoru zgodbo. Vladimir Bartol je bil tudi nekaj časa zagovornik etroščanske teorije o izvoru Slovencev. Omenimo disidenta Franca Jezo, oponenta oblasti, ki je emigriral kot politični emigrant v Trst. Kaj je on zagovarjal? Izvor Slovencev iz Skandinavije, iz nordijskih dežel. Zakaj? Lahko povemo zgodbo, stavka, tisto. S prijateljem sta šla na obisk k enemu znancu na Norveško. In nas so dolgo časa prepričevali in učili, da je kozolec značilnost Slovencev in pa slovenskih krajev, zlasti naše lepe Gorenjske. Na kar so bili na Norveškem in jim ta njihov znanec, prijatelj, Norvežan, pove, zdaj bom pa jaz pokazal eno znamenitost, ki jo boste videli samo na Norveškem, nikjer drugje na svetu. Poglejte gor v breg. In kaj zagledate? Kozolec. Sta rekla, moš ti priti v Slovenijo. Nisem nič komentiral, sta rekla, lep kozolec, krasno, super, tisto. Sta pohvalila. Je prišel v Slovenijo, sta ga odpeljala na Gorenjsko. Poglej, kaj imamo mi. Človek je bil šokiran, ni mogel verjeti. Ampak Franc Jeza je prišel na idejo in rekel, če uradno zgodovinopisje, zgodovinarji, oblast zagovarja ta južnoslovanski izvor, zdaj pa imam jaz vzvod, da jim lahko malce nagajam. In napišem brošuro o skandinavskem izvoru Slovencev, kot da naši predniki so bili na Jutlandu in so se potem pustili v te naše kraje. In to je tisto, kar želim povedati, da če mi postavimo sebi vnaprej neko hipotezo, nek cilj, kaj bomo dokazali s svojo raziskavo, se ujamemo v past in bomo zagotovo tudi svoje ideološko prepričanje tukaj izrazili v svoji raziskavi, kot rezultat raziskave. In to so tiste zadeve, ki so vedno pod vprašanjem, kako zdaj obravnavati ta dejstva. In se zgodovinarji dostikrat med sabo ne moremo dogovoriti o nekem dogodku, kjer beremo vir, ampak vsak od nas ima svojo interpretacijo. In potem se tukaj pa začnemo tisto bolje, da je moč argumentov, kot pa argument počešljanja. Dobro, ampak omenil si pravzaprav, zgodovino pišejo zmagovalci, ampak ustvarjajo tudi poraženci. Ampak zmagovalci imajo besedo, poraženci nimajo besede. In to vidimo tudi pravzaprav pri nas v naši novejši zgodovini, da smo pogosto pravzaprav ne vemo čisto dobro, katera interpretacija, ne katero dejstvo. Dejstva so, pa katera interpretacija je pravzaprav tista, kot je. Danes je sploh čas, ko se dogajajo mnoge revizije zgodovinskih dejstev, ne more spremeniti, ampak razlag zgodovinskih dejstev. Ampak to je nekako, bi rekel, celo planetarno. Vsi bomo naredili Ameriko spet veliko, ampak vse velika bi bila, če bi ostala pravzaprav svetilnik demokracije, tako bo pa zdaj majhna, avtoritarna država. Tako da, ampak drugo je pravzaprav v šolske klopi prihajajo tudi to in jaz se spominjam svojih ur zgodovine v osnovni šoli in gimnaziji, meni je bilo tudi dosti pri srcu, tudi sem imel srečo, da sem imel profesorje, ki so bili zahtevni, pa tudi zahtevni do mene, tako da sem se moral potruditi.
Ampak nikoli pravzaprav nisem dojel ali pa sprejemal zgodovine kot to, kar sem prej rekel, kot časovni trak, ki se vije in ker so stvari pravzaprav povezane in se ne ponavljajo, ampak so povezane. Ampak danes imamo celo vrsto pomožnih ved. DNK analiza je spremenila veliko. Danes recimo greš na YouTube in vidiš, takšen odstotek tega in tega imajo Slovenci, imajo Srbi, imajo tile, vse ste se motili, pravzaprav ste si bližje, vaša razlika je bistveno manjša, kot si želite, da bi bila. Ne? In celo vrsto tukaj seveda Veneto in Tuščano in vsega tega nekako nisem zdaj zasledil, ampak mogoče še bo kdaj. Ne? Poleg tega je tudi, recimo, če pogledamo recimo temi sodobnimi tehnikami, se pravi datiranje z ogljikom, ne? Določene stvari postavlja čisto v drugo časovno dimenzijo. Prav tako recimo te raziskave z lidarjem, se zdi ta tehnika fenomenalna, ko grejo pravzaprav in odkrivajo cela mesta, ki jih je pragozd prerastel, ki jih prej pravzaprav ne vidiš, ker ne moreš prehoditi od tega. Se pravi, zdaj nekaj me zanima, ali bi lahko na tej časovnici določili nekatere bistvene momente, prelomne čase. Vedno sem bil malo, meni je všeč film Odiseja 2001, priznam, ampak vedno mi je bilo malo problematično tisto, ko pravzaprav naš prednik vzame kost v roke in začne razbijati in iz kosti naredi orodje. Se mi nekako zdi, da pravzaprav morda je to bolj umetniška interpretacija, manj kot pa zgodovinsko preverjeno, pa preverljivo dejstvo. Ampak pomemben izum je bil dejansko izum pisav. Zadnjič sem videl, ko so pravzaprav našli v Egiptu, tiste prvo abecedo. In to je zame recimo fascinantno, da ko je bila pisava, je bil govor lahko tudi zabeležen in takrat so potem nastajali tudi seveda drugačni viri. Zagotovo. Tisto, mi lahko na tej, da rečem, časovni premici ali loku ali tej spirali, tisto določimo posamezne točke, ki so prelomnica v zgodovini človeštva in tudi prispevajo k razvoju civilizacije. Ene reči se moramo res zavedati, da tako kot živa bitja, živa narava, tudi posamezne te sisteme, državne tvorbe, politične in pa tudi posamezne dogodke lahko obravnavamo kot biološka bitja. Se pojavijo, razvijajo se, tisto doživijo nek svoj vzpon, vrhunec in potem počasi gredo v zaton. In tukaj, če samo pogledamo, kakšno travmo kronisti, sodobniki propada zahodnega rimskega cesarstva doživljajo ob njegovem propadu v svojih zapisih, kaj vse pišejo, da človek zares, ko bere te tekste, začuti to njihovo stisko. Oni dejansko to opisujejo kot neko neznosno apokalipso. In tukaj je tisto, kar pravzaprav te posamezni dogodki, ki se nam zdijo že, da rečemo, na pol apokaliptični, nas lahko malce tudi pomirijo glede na sedanji čas. Kajti človeštvo se je vedno nahajalo v nekih takih čudnih situacijah, iz katerih je izplavalo tako ali drugače. In če rečemo recimo tisto tudi, da sistem vrednot nekako nam tone, lahko ugotavljamo, da zopet pa izplava na površje ta sistem in vrednote zopet potem se nekako vzpostavijo za nekaj časa. In seveda, tukaj potem lahko na podlagi raznih teh pomožnih ved, kot je bilo omenjeno, tudi rekonstruiramo neko preteklost, neko dogajanje politično in širše, da bi lahko potem lažje razumeli današnji čas. Seveda, veliko teh pomožnih ved, ki so seveda
raziskovalce na tem področjih samostojne vede, nam daje orodja, s katerimi še lažje potem gremo v ta vsak dan posameznega malega človeka v nekem obdobju. Tisto, kar nam to dokazuje, je zdaj, mislim, da pravzaprav proučevanje preteklosti, proučevanje zgodovine je pravzaprav postalo interdisciplinarno. In če bi želeli, zdaj, da bi resno prišli do nekih resnih rezultatov, pravzaprav bi morali ustvariti time z različnih področij. Mi, zgodovinarji, sami pravimo, recimo, imamo pomožne zgodovinske vede, če samo par naštejem, tisto paleografija, o starih pisavah, heraldika, o grbih, numizmatika o novcih, ko vsi več ali manj jo zelo dobro poznajo, tako in drugače, tisto. Pa recimo lahko tudi veksilologija o starih zastavah in tako naprej. Skratka, in sedaj tudi te vede nam zelo koristijo njihova spoznanja. Zanimivo je primerjati to, kar sem že prej omenil, primarne zgodovinske vire, zapise iz nekega obdobja in pa zdaj recimo raziskave, ki so na področju genetike. Nam dejansko to dokazuje, da so se migracije dogajale. In mi se moramo tukaj ves čas zavedati, tisto, da noben prostor pravzaprav ni nek prazen prostor, vakuum, kar bi radi nekateri nas prepričali, da pred nami nikogar ni bilo in mi smo tukaj. Ampak nekako se mi zdi, da veliko stvari izhaja iz tega 19. stoletja, zlasti tam sredi 19. stoletja pa naprej, ko se začne to narodnostno prebujenje. Žal naša zgodovina, zgodovinopisje naše v Evropi je zelo evropocentristično. Dosti se prepušča etnologom ali pa kakšnim geografom, da zahajajo na druge konce sveta, antropologom recimo. Ampak mi pa še vedno nekako, veliko je zgodovinarjev, ki še vedno vidijo recimo v tem evropskem prostoru Evropo kot center sveta. Podobno se dogaja recimo Američanom, da pa oni vidijo, vse vidimo tudi njihove karte sveta, zemljevide, tisto, kaj postavljajo v center karte. Svojo celino, ne Evropo, Evrazijo, pa Afriko, tako naprej. Tisto je ob strani, mogoče na kakšnem celo razdeljeno. In tukaj zdaj seveda lahko vidimo, kako se je stremelo k temu, da se dokaže, da nek prostor pripada neki etnični skupnosti. In zato nas ne preseneča, ko se začne razvijati v 19. stoletju, rečemo takrat vodilni zgodovina Ranke, ta nemška historiografska šola, oni tu začnejo govoriti o zgodovinskih narodih in nezgodovinskih narodih. Naša smola je bila ta, da so nas uvrstili med nezgodovinske narode. V zgodovinski državi. V zgodovinski državi, tako. In zdaj pa, recimo, zanimivo brati tekste profesorja Antona Trstenjaka, pa nekaterih zgodovinarjev tudi in pa drugih antropologov, recimo etnologov, etnografov, ki pa govorijo, da tudi Slovenci imamo elemente državnosti. Nenazadnje, te elementi so nas pripeljali do tega, da smo potem v obdobju konca 80. let, v začetku 90. letih 20. stoletja prišli do lastne države. In tisto, kar je recimo, če omenimo zelo preprosto razlago profesorja Tineta Hribarja, ki je meni zelo všeč na podlagi jezika, opredelitev, ko je en jezik, ena skupnost, ko ima skupni jezik, tisto je etnična skupnost. In pridemo do tega preloma, pisave, ko se začnejo uveljavljati. In po zaslugi tega, da človek pride do izuma pisave, tudi naša etnična skupnost preraste počasi v narod, ker se zapiše beseda slovenska in se jezik začne razvijati v knjižni jezik in postanemo narod. In samo še ena stopnička nam manjka, da postanemo nacija. In to pa potem koncem 20. stoletja dosežemo. In ne spravim,
treba se je zavedati tega uspeha velikega. 2 milijona nas je, nekdo iz Šanghaja, se spomnim, ki je po službeni dolžnosti ali pa tako živel v Kopru, je rekel, veste, v Šanghaju ena velika avenija šteje toliko ljudi, kot Slovenija. In tam ena avenija, tukaj pa imate svojo državo, zavedate se, kakšne uspehe, pa še polnopravne članice Združenih narodov smo organizacija, izjemen uspeh. Res je, mislim, tega se niti ne zavedamo prav dosti in dovolj. Dobro, jaz se spominjam tistih časov, ko smo pravzaprav, nam je bilo jasno, da je treba iti po tej poti in tudi po poti seveda pluralizacije družbe in tako dalje, vse to nam je bilo takrat cilj, ne? In ta cilj je bil dosežen, čeprav potem se nam je dogajalo nekaj drugega, da smo se nekateri usedli, pa smo mislili, da lahko počivamo, ne? In so nekateri drugi delali pravzaprav bolj intenzivno, pa ne ravno tisto, kar smo mi prej v mislih. In so tudi, tako bi rekel, spreminjali poglede na del zgodovine, za katero ne vem, zakaj ne bi bili ponosni na vse zadnje, še posebej v teh časih, ne? Ko govorimo, da se pravzaprav ponovno elementi fašizma, da se elementi nacizma, zadnjič sva govorila, mene recimo je malo zmotilo, da vsi govorijo zdaj o fašizmu, čeprav imamo tudi šintoizem. Skratka, imamo veliko teh izmov, ne, ki so in gospod Simoneti lepo piše o vseh teh izmih. Jaz mislim, da je pravzaprav eden redkih v Sloveniji, ki dejansko to dobro razloži in tudi seveda dobro razume. Zdaj pa eno vprašanje imam, vem, da se s tem tudi srečuješ. Gre za vprašanje, ko se dva zakonca ločita, ne, pride seveda do delitve, zdaj mirne, nemirne, kakorkoli sodne. Tako je tudi, ko se države oziroma bivše federalne enote razidejo, preoblikujejo državo, pride seveda do delitve, ne. In ali je arhivsko gradivo pomemben del delitve? Ne? Ali je pomembno imeti dostop do skupnega arhiva? Ja, to lahko samo se pritrdi, tisto, da je izjemnega pomena imeti dostop do tega arhivskega gradiva primarnega in je ena od, recimo, dejavnosti po razpadu te skupne države, tudi delitev arhivov, zveznih arhivov. Mednarodna pogodba o sukcesiji ali nasledstvu nekdanje skupne države Jugoslavije je zelo jasna. Opredeljuje obdobje od 1. decembra 1918. leta pa do 26. se pravi 26. junija 1991. leta. Tako da obstoj praktično prve skupne države, tisto do tega dneva, ko Slovenija in Hrvaška razglasita samostojnost, neodvisnost in potem tudi se začnejo vsa ta prerivanja v teh prostorih, kdo bo večji izplen imel iz tega, ker vemo, da različne politike so imele različne vizije nadaljnjega razvoja. In ena od prilog tega mednarodnega sporazuma je tudi arhivsko gradivo. Tisto, kar je treba opozoriti, kar se dostikrat pozablja, da pravzaprav naslednic Jugoslavije je samo 5, ne 6 ali 7, tisto. Kajti Zvezna republika Jugoslavija je potem združevala Srbijo in pa Črnogoro. In Črnogora ni naslednica Jugoslavije. Črnogora se je potem pozneje ob razdružitvi s Srbijo iz te skupne države Srbije in Črne gore, tisto odpovedala tudi čemurkoli, kar je z Jugoslavijo vezano, oziroma je rekla, da je Srbija naslednica. Kosovo pa tudi ne, ker takrat je Kosovo del same Republike Srbije. To je ena stvar. Samo, če se smem vrniti malce nazaj na tisto vprašanje tudi o zmagovalcih in pa poražencih. Dostikrat slišimo, to zgodovino pišejo zmagovalci, poraženci so lahko tiho ali pa mogoče kakšen odsverek dodajo zraven. Res je, da prve interpretacije in prve
opisi nekega dogodka, dogajanja je strani zmagovalcev. Ampak na eno stvar nas italijanski pokojni pisatelj opozarja, Curzio Malaparte, ki je znan tudi po svojemu priročniku za izvedbo državnega udara in znan je tudi še po eni zanimivosti. Svoji preobrazbi od socialista v fašista do komunista, je v romanu Koža lepo zapisal, da na koncu poraženci imajo največ koristi od nekega dogodka in neke vojne. Če se ozremo samo na to obdobje prve polovice 20. stoletja in potem razvoj po tem in pa po Marshallovem planu, vidimo, kdo je med tiste ekonomske velike sile zrastel in kdo je prosperiral iz takšnih in drugačnih razlogov. Ampak dejansko, ko se malce bolj poglobimo, lahko vidimo, da je imel še kako prav. Dobro, on je potem tudi svoje premoženje zapustil v poroki Ljudske republike Kitajske. Enkrat panika nastala tako na Apeninskem polotoku, zdaj pa Ljudska republika Kitajska ima veliko premoženje, to so druge zadeve. Tako da lahko rečemo, da morda ni ravno vedno, da zmagovalec na koncu piše zgodovino in ravno to morda nas tudi pelje v ta poskus revizije nekih dogodkov. Sami pomislimo na eno stvar, ki se dostikrat tudi poudarja. Včasih smo praznovali dan zmage, potem so pa rekli politična korektnost dan Evrope. In vidimo potem, kako. Ampak dobro, zakaj bi zbujali slabih čustev, občutkov tisto pri nekomu, če ne bo tako. Ampak zdaj, če se na to nasledstvo, pa to malce vrnem se vključujem za ta. Hvala, super. Je tukaj ena zelo zanimiva zadeva. Vedno, ko se je prišlo do nekega razrešitve nekih takšnih konfliktnih situacij oziroma nekih pogajanj in tako naprej, vedno se je stremelo k temu, da čim več dokumentov in tistega materiala o tem dogodku imaš pri sebi. Originalu. Tako. Ker potem, če si imel ti original, si lahko tudi nastopil in zagovarjal svoje, da rečemo, nacionalne interese. Tisto v primeru kakršnihkoli poznejših sporov, dilem. In žal nam se je zgodila ta zgodba, da federalne enote so bile v Beogradu. In seveda tudi arhivi so se tam nahajali. In naenkrat smo ugotovili, da lahko pridemo do nekih originalnih dokumentov, samo če gremo v Beograd. In na srečo je Slovenija tukaj bila zelo aktivna in je zelo aktivna preko teh nasledstvenih pogajanj in po tej prilogi. Kajti treba je tukaj tudi pohvaliti in izpostaviti vlogo visokih predstavnikov Republike Slovenije v teh nasledstvenih pogajanjih, ki striktno zagovarjajo interese Slovenije in pa tudi arhivov slovenskih, da se pride do tega arhivskega gradiva, ki je v Beogradu. Sedaj pa je tisto vprašanje, kako do tega priti in v kakšni obliki to dobiti. Seveda, mi bi najrajši videli, da bi kar to primarno gradivo prevzeli, pripeljali v naše arhive in bi jih tukaj imeli deponirane in možnost uporabe. Druga stran zagovarja, da lahko kakšne kopije tega naredi ali pa da digitalizira to gradivo in nam to zagotovi. Potem se pa znajdemo še pred eno dilemo. Določeno gradivo se pa nahaja, se dotika problematike ne samo ene nekdanje federalne enote, ampak večjih federalnih enot. Primer Ozemski sporazumi. Zgodba, ki ni samo za nas zanimiva in nam pomembna, ampak tudi sosednji Republiki Hrvaški. In potem seveda izkoristi tretja stran, ki hrani, ki ima deponirane to gradivo,
reče, ko se boste vi zmenili, kdo bi to imel, potem se lahko pogovarjamo z arčivom. In seveda, tukaj pa dogovor še ni, ker treba je tudi še nekaj povedati, da določene federalne enote nekdanje, novo nastale države, pa niti nimajo nekega interesa strašnega, da bi se tukaj več angažirali. In dejansko to nam tudi srpska stran priznava, da največji interes je slovenska stran izkazala in tudi najbolj sistematično smo pristopili k pridobivanju tega gradiva v takšni in drugačni obliki. Seveda, na srpski strani zagovarjajo, da ostane to gradivo v Beogradu, ali arhivu Jugoslavije, ali pa v vojaškem arhivu, ki je v strukturi njihovega obrambnega ministrstva. Nekaj malega gradiva seveda se nahaja tudi v arhivu Republike Srbije, in oni zagovarjajo načelo celovitosti fondov. Mi pa smo na načelu provenience samega območja, kjer je nastalo, in tudi načelo, za katero območje nekdanje skupne države, dokument je pomemben in ima veljavo. In tukaj potem se dosti prepričevanja energije vlaga. Zaenkrat smo pa žal v tej smeri bili uspešni, da smo ali kopije dokumentov ali pa digitalizirane dokumente dobili. Že to je pa en korak naprej, da lahko naši raziskovalci, pa tudi država, če kaj potrebuje, tisto za kakršnekoli zadeve, potem lahko že v Ljubljani. Ni treba v Beograd iti te dokumente. In imajo pogled v primarne vire. Tako. Ampak a so za Slovenijo pomembne tudi naslednja mesta, da jih imenujem? Dunaj, Moskva? Zagotovo. Dunaj nam je strateškega pomena, ker vemo, da od 1278. leta naši prostori so spadali pod Habsburžane, po tej znameniti bitki med češkim kraljem Otokarjem Šenslem II in pa Rudolfom I. Habsburškim, začetnikom Habsburške dinastije. Kot zanimivost naj sam omenimo, da Otokar Pšenisl II je imel strateško vizijo združevanja teh slovanskih dežel pod eno krono. To je bil eden od takšnih poskusov. Lahko rečemo, da je to pravzaprav drugi tak veliki poskus, ki ga mi ocenjujemo v tej smeri združevanja. Prvi takšen poskus, če gremo v 9. stoletje, upor Ljudevita Posavskega. Vendar ta upor je bolj segal na to območje nekdanje Karantanije, Krnjole in pa potem tega Posavja dol na hrvaško ozemlje, Slavonija, današnja, in da bi ta južnoslovanski del združeval. Žal upor se je sfižil, in potem seveda Karel Veliki in pa njegovi seveda plemstvo surovo obračunajo in takrat potem tudi vidimo, kako se tudi neka avtonomija, visoka stopnja avtonomije Karantanije dejansko potem začne zgubljati in se utopija. No, in seveda, poleg Dunaja je treba obvezno Rim omeniti, arhivi v Rimu. Tega sem spustil. Ampak so pa pomembni, ker vemo, da tudi velik del našega ozemlja, tisto zahodni del našega etničnega prostora, da ne rečem državnega samo, tisto pojdimo malce širše, pojdimo pogumni, tisto in se zavedamo, da tudi preko meje živijo Slovenci, ne smemo jih pozabiti, da veliko tega gradiva v teh prostorih se nahaja v italijanskih arhivih. Poleg tega ne smemo pozabiti, da naša obala je bila pod Beneško republiko. In dobro, Trst je specifika. Dostikrat pozabljamo, da v tem 14. stoletju, na koncu 14. stoletja, pride do podpisa pogodbe pri stari cerkvi v Ljubljani, v Šiški, med Habsburžani in pa Benečani o statusu Trsta kot svobodnega pristanišča. Žal se to pozablja. Izjemen, da rečem, tisto mednarodno-diplomatski akt je to bil, tisto, kar ti omogoča razcvet tega pristanišča na severu Jadrana, in ne nazadnje vpliva tudi na naše prednike, da se lahko se je trgovalo preko luke in tudi seveda določen obzorja širilo na račun tega.
Zato so italijanski arhivi tudi za nas pomembni. Če pogledamo, če sem že prej omenil, vojaško zgodovino, poglejmo samo polke, za katere rečemo slovenski polki avstro-ogrske vojske. Tisto. 5 teh glavnih polkov ponavadi omenjamo, od 7. Celovškega, tisto preko Ljubljanskega, 17., 47. Mariborskega, 87. Celjskega in pa 27. Tržaškega polka. Večina tega arhivskega gradiva, praktično v celoti, samo majhni fragmenti so ostali na slovenskem ozemlju, današnjem slovenskem ozemlju, v naših arhivih. Večina gradiva se nahaja v Kriegsarchivu oziroma vojnem arhivu na Dunaju, ki je del državnega arhiva avstrijskega. In naši raziskovalci, če želijo resne raziskave o teh polkih oziroma o vojaški zgodovini, slovenski vojaški zgodovini v tem obdobju in pa še prej tudi v času monarhije, pred vzpostavitvijo avstro-ogrske monarhije, morajo iti na Dunaj v arhiv. Poglejmo samo primer ilirskih provinc in pa Francozov na Slovenskem. To obdobje, recimo 1797, ko prvič pridejo francoski vojaki na naša tla, pa do 1813, ko se umaknejo z našega ozemlja, ker tudi Avstrijci potem s to veliko ofenzivo preženejo jih iz naših krajev in potem tudi razformirajo ilirske province z glavnim mestom Ljubljana. In Pariz, glavni arhiv za to obdobje. Naš nekdanji veleposlanik v Parizu, zgodovinar, profesor, dr. Janez Šunrada, je čudovito delo opravil s raziskovanjem arhivskega gradiva v francoskih arhivih v Parizu, tisto v državnem arhivu. Krasne študije so nastale na podlagi tega proučevanja. Koliko naših zgodovinarjev je šlo kar nekaj tudi čez lužo v Združene države Amerike, v njihov nacionalni arhiv, v Naro. Tudi tam se veliko gradiva nahaja. In tisto, kar je mogoče omeniti, samo mogoče bo kot zanimivost, kot cverk, gradivo določeno, ki ga naši zgodovinarji niso mogli dobiti v Rimu v arhivih, ker pač niso želeli jih pokazati, imajo zaporo tega gradiva, so naši dobili preko gradiva kopiranega ali pa tudi mikrofilmov v Združenih državah Amerike, v Washingtonu ali pa na Združenih narodih, in so lahko potem proučevali tam gradivo ali pa tudi določeno nemško gradivo. Tako da je zelo pomembno to poznavanje fondov v tujih arhivih, ne samo v našem, v arhivu Republike Slovenije ali pa v pokrajinskih arhivih, občinskih arhivih, pa zasebnih arhivih, tudi veliko se hrani tudi v zasebnih arhivih v Sloveniji. Zbiralci imajo tudi zelo zanimivo arhivsko gradivo. Ki ga držijo zase ali ga delijo z zgodovinarji? Odvisno, marsikdo ga je pripravljen deliti. Tako da vemo tudi, kje se nahajajo spričevala našega znamenitega polkovnika Vladimirja Vavhnika. Ampak zdaj pravzaprav do nekaterih točk se mi zdi problemov, več pa je problem. Se pravi, treba je znati jezike, treba je znati latinsko, treba je znati nemško, treba je znati rusko, treba je znati srbo-hrvaško. Pravzaprav to sta zdaj 2 jezika, govorimo o mrtvem jeziku srbo-hrvaščina, zdaj sta nova hrvaščina in srbščina, ampak bo to umetna inteligenca lahko nadomestila vse to? Jaz mislim, da ne. Mislim, da ne more. Sicer ravno ta problematika poznavanja jezikov je zelo pereča pri zgodovinarjih. Zato nas tudi potem ne preseneča to razmerje, ki je porušeno med zgodovinarji, raziskovalci, ki se ukvarjajo s proučevanjem preteklosti starejših obdobij in pa novejših obdobij, recimo 19-20 stoletje. Ker veliko lažje recimo se že z 19. stoletjem ukvarjati proučevanjem, ker so viri že v nemškem jeziku. Zelo težko pa je, moraš pa zelo dobro poznati latinščino, znati tisto, da bi razumeti, da bi lahko se srednjim vekom medievistiko potem ukvarjal. Da ne rečem, kaj šele antično zgodovino. In tukaj je tisto, ki nam tudi
nas opozarja, da bi bilo potrebno tudi že študente usmerjati v učenje tujih jezikov, kajti če ne razumeš ti osnovnega vira, tisto primarnega vira, lahko ti bereš raziskave posameznih zgodovinarjev. Kdo ti pa garantira, da ni priredil vir? Tudi to se je dogajalo. Imamo primere, tisto, ko vemo, da zavestno se je šlo v prirejanje dejstev iz nekega vira. Ker ko se je potem dobilo original in se je bralo, se je videlo, da ni to, tisto. Dobro, malce zaheca, tisto, ko se je opozorilo nekoga na to, je rekel, kdo pa bere tekste še danes. Je pa res, da preko umetne inteligence že skušajo, in se to dogaja, da ko se digitalizira nek dokument, recimo v latinskem jeziku, v latinščini, da ga prevaja umetna inteligenca. Ampak ravno zdaj, ko je tudi ta dan prevajalcev in lektorjev, so opozorili, ne se preveč zanašati, ni rečeno, da bo prevod točen. Poleg tega je pa zelo dobra ena primerjava bila tudi enega od teh, ki se ukvarjajo z umetno inteligenco, ko smo se enkrat se pogovarjali. Pa mi rekel, veš, umetna inteligenca se lahko primerja z enim študentom, ki je morda ni ravno nek povprečen študent, ampak malce izstopa, ampak še vedno, kljub temu, da se je pripravil na izpit, ni povsem prepričan v svoje znanje. In če pa dobi neko vprašanje, ki je pa ravno na tem področju, ko ni prepričan, pa nekaj proba pa naplesti in dati nek odgovor, da lahko malce gre zavede. Znana improvizacija študentska na izpitih. Prej si omenil, pravzaprav to sem pred kratkim zasledil neko, da je bilo 1700 spornih znanstvenih člankov. Namreč v znanosti in v vsem tem se seveda je zelo pomembno, da objavljaš. In te objave potem seveda citiraš. So pomembni citati, ker to se vse točkuje, to se pričuje. Odkar je pravzaprav, bi rekel, znanje postalo tržno blago, odkar je neoliberalizem tudi kapitaliziral znanje, naš profesor dr. Pirjevc je bil proti temu, da znanje pripada vsem. In nas je tudi pravzaprav k temu navajal, da si ga pridobimo tako ali drugače, da če si ga pridobimo ilegalno, ne bo reč narobe, ker smo si ga pridobili. No, ampak zdaj me seveda zanima tole, ker so tukaj v parku vojaške zgodovine. Slovenija ima pravzaprav 3 zanimive muzeje, da rečem temu tudi ne park, ampak muzej. Se pravi ta, v katerem sva. Potem je Kobariški in potem je tudi muzej novejše zgodovine. V bistvu je to pravzaprav, in če vzamemo potem še Narodni muzej, ima Slovenija pravzaprav zelo dobro predstavljeno, zelo dolgo zgodovino. In je to pravzaprav pomembno za vse, ki nas to zanima. Zdaj pa mene zanima ena druga stvar. Kako boste zgodovinarji za prihodnje rodove shranili internetne grožnje, dvonamenska orodja in orožja, kognitivno vojskovanje, če ne bo več ne papirja, fotografije, in če bo vse v oblakih. In kdo gospodari z oblaki, vemo. Torej, kapitalizem v oblakih, pravi Varoufakis, in smo seveda pravzaprav odvisni od tega, kaj bodo s temi oblaki počeli lastniki oblakov. Ne mi, ki jih hranimo z vašimi informacijami. Ja, tukaj smo postavljeni pred določene izzive. Jaz tisto, kar tukaj vidim, ena dobra stvar je, da se tudi v strokovnih krogih tega zelo dobro zavedajo. In mene veseli, da številne te inštitucije pristopajo k tudi shranjevanju digitalnih virov. Arhiv Slovenije in tudi s tem je dobil nalogo od Ministrstva za kulturo in pa tudi od države, da mora delati na tem področju intenzivno. Seveda, zdaj, mi se nahajamo še pred enimi takšnimi izzivi. Ne samo to, kako shranjevati in kaj shranjevati, ampak dejansko, da svet je šel v to smer in s komercializacijo se je začelo poudarjati zabaviščne parke.
In se je začelo potem pritiskati tudi na te ustanove, kot so muzeji, tudi, da se pravzaprav začnejo malce približevati tem zabaviščnim parkom. In mladi, ko pridejo, ko jim predstavimo nek predmet, neko vsebino, v muzeju, če ni neke interaktivnosti, potem jim je ta muzej nezanimiv. Razstava jim je popolnoma, kot rečejo, brez veze, dolgočasna, tisto izguba časa, kaj bom jaz s tem počel. In potem seveda se je že v preteklosti, že v 70-ih, 80-ih letih so se že pojavljale te raziskave, študije, kako naj muzeji in pa predmeti v muzejih na razstavah komunicirajo z obiskovalcem. In seveda tukaj se potem razvijajo tudi te teorije topli pa hladni muzeji in pa tako naprej. In muzeologija se je znašla pred novimi izzivi, tisto, kako popularizirati muzeje. Veliko je odvisno pravzaprav od proizvajalcev sredstev in pa od uporabnikov. Namreč, če se oni zavedajo, da če določena materialna sredstva je treba ohraniti, smo potem že več kot polovico rezultata dosegali. Kajti dostikrat se srečujemo, lahko jaz tudi svoje prakse povem, da zaprosimo za kakšno sredstvo, ali tehnično, ali kakršenkoli proizvod, tisto, da ga shranimo v muzej, v zbirko. Pa preprosto ne vidijo potrebe uporabniki ali pa proizvajalci. Po drugi strani pa, če pogledamo recimo posamezne velike korporacije, da imajo svoje lastne muzeje, tisto, kamor vlagajo tudi velika finančna sredstva, vidimo, da se zavedajo, da nekako ohranijo spomin na to, kar se v preteklosti pri njih dogajalo, in da dokumentirajo sedanjost. In s tem potem omogočajo prihodnjim rodovom, da bodo gradili na rezultatih nekega dela iz preteklosti. Zdaj pa spet morda pridemo do tistega, ali neka družba se zaveda pomena poznavanja preteklosti, ali pa je povsem vseeno, kakšna je bila njena preteklost. Ampak na podlagi izkušenj lahko ugotovimo, da takšne družbe so hitro zamrle potem, ker dejansko izgubljale so korenine in so potem niso imele tiste svoje identitete skupinske. In tukaj zdaj je ena pomembna naloga pred našimi muzeji, pred arhivi, da čim več tega skušajo zbrati v takšni ali drugačni obliki. A je to v obliki digitalni ali nekih hologramov, ni tako pomembno. Važno je, da se to zbere in hrani. Po drugi strani pa treba se zavedati, da to so finančno zelo velike investicije. Muzeji niso poceni zadeve, tisto. Ampak če pogledamo pri nas, jaz mislim, da naša muzejska mreža, slovenska, je zelo dobro razvita in se še naprej razvija. In da je neka vizija razvoja muzejske mreže v Republiki Sloveniji. In imamo tudi postavljeno, na eni strani imamo te vrhnje nacionalne muzeje, državne muzeje, pokrajinske, potem pa še te občinske in pa tudi zasebne zbirke se lahko že tudi evidentira. In načeloma tudi pri teh zasebnih zbirkah pride do te povezljivosti med zaposlenim v muzeju, kustosi in pa zasebnimi zbiratelji. Samo tukaj spet vprašanje tudi interes nekega zasebnega zbiratelja, da bi sodeloval z neko uradno inštitucijo, ker vemo, da so različne interese, in spet pridemo potem do tistega vprašanja, kam žene kapital, pa liberalizem, neoliberalizem, posameznika v kakšno smer. Tako da so pa določene zadeve še tukaj sigurno za postoriti. Vem, da Narodni muzej je sedaj v velikem projektu priprave stalne razstave o slovenski zgodovini. Namenoma rečem slovenski zgodovini, ker bodo predstavljali od tistih
prazgodovinskega obdobja, najstarejših obdobij, kjer je zabeležena prisotnost človeka na naših tleh, pa do današnjega časa, da prikaže razvoj naše države, in velik zahteven projekt, tisto. Seveda, tudi ko govorimo o slovenski zgodovini, imamo jasno mejo postavljeno. Slovenska zgodovina zajema tudi ta starejša obdobja, ko ni na teh prostorih še slovenskega naroda kot neke narodnostne skupnosti definirane. Tisto, kar je zanimivo, mogoče tukaj tudi omeniti, je tudi sam ta pojem naroda. Kdaj se začne pri Slovencih uveljavljati? Relativno pozno, v 19. stoletju. In še sredi 19. stoletja mnogi uporabljajo za Slovence besedo ljudstvo. Slovensko ljudstvo, ne naroda. Tisto. In potem se še začne počasi ta zavest utrjevati. Imamo pa še eno zagato, in to bo tudi zanimivo pogledati potem tudi na tej razstavi in pa tudi dokumentirati te zadeve za zanamce. Ta deželna razdrobljenost slovenskega prostora, ki je močno pustila svoj pečat tudi na današnjega človeka na slovenskem ozemlju. Tisto. Ker če pogledamo, še danes marsikdo se identificira ali kot Kranjec, dobro, znotraj tega spet Gorenjci, Dolenjci, Notranjci, ali pa Štajerci zelo radi poudarjajo svoje štajersko, in tako naprej, Korošci zopet svoje, Prekmurci tudi se radi pohvalijo, ampak spet pri Prekmurcih je pa tisto, včasih rečejo, zakaj pa prekmurski Slovenci, Saj, mi smo tudi Slovenci, zakaj mora biti ta prekmurski Slovenci? Tako skratka, kupica in takih zadev je za razpravljati. Je pa res, da nas tudi ta neoliberalizem skuša, se mi zdi, jaz imam tak občutek, nekako posplošiti, odvzeti nacionalne, narodnostne identitete in potem ukalupiti v tisto svojo agendo. Globalnega potrošnika, ki gleda in vidi samo z očmi in nič razumem. In nič razumem, tako. Ja, jaz se zelo zahvaljujem za današnji pogovor. Morala bova zaključiti, čeprav sva komaj da začela. Mogoče bova najdla motivacijo za nadaljevanje. Hvala lepa. Hvala še enkrat za vabilo. Pa seveda vedno pripravljen, da nadaljujemo tudi pogovor. Hvala.